V Velenju pa se nadaljuje kalvarija zaradi ogromnih zneskov na položnicah za ogrevanje. Občina bo ranljivejšim občanom pomagala s tako imenovanim toplotnim dodatkom, ki bo znašal največ 150 evrov mesečno. Cena variabilnega dela toplote pa bo na februarskih položnicah za 6% nižja. Najranljivejšim bodo ponudili tudi subvencijo za ogrevanje in enkratno denarno pomoč. Pa bo to dovolj? Protesta, napovedanega za soboto, ljudska iniciativa še ni odpovedala. Mojca Hanžič. Občani, ki so prejeli nenavadno visoke položnice, so danes eden za drugim prihajali na občino. Tole je poračun. 337 evrov. Tukaj je tekoča položnica 576, ki je vključena vsak mesec do vključno meseca junija. Obe položnici z rokom plačila do jutri. Skupaj 913 evrov za ogrevanje starejše individualne hiše, v kateri bivata dva. Na pogovor z županom je čakal tudi Stevo Cvetkovič. Ne vem, kaj bo rešil, če se bo dalo, kaj bo rešil, če pa ne pa ne. In kaj lahko reši? Na cene ogrevanja pravi nima vpliva, so pa skupaj svetniki z rebalansom proračuna za najranljivejše zagotovili dodaten 1 milijon evrov pomoči. Kaj je v tem 1 milijonu evrov pomoči, ki je bilo danes sprejetih? Kot prvo, gre za energijsko-toplotni dodatek, kjer se bo ranljivim skupinam ljudi, tistim, ki seveda ne presegajo zakonsko določenega cenzusa, subvencionirala položnica v višini 40% višine položnice. Plus za vsako porabljeno megavatno uro 10 evrov subvencije. Na vlado bodo naslovili zahtevo po znižanju stopnje DDV-ja. Najbolj prizadetim pa bo na voljo tudi enkratna socialna pomoč, s čimer pa predstavniki velenjske ljudske iniciative niso zadovoljni. To, kar so danes sprejeli na seji sveta mestne občine Velenje, je posmehovanje iz ljudi. Namreč ustvarjajo revščino in po drugi strani potem pomagajo ranljivim skupinam. Zato se bodo z županom jutri znova sestali. Zahtevajo preklic januarskih položnic, za vnaprej pa za 50% nižje cene. Vkolikor bomo našli konsens in dobre rešitve za občane, bomo na mestnem trgu v soboto 3.2. ob 10 in 10 uri naredili slavje, priredili proslavo zmage ljudstva. Če dodatnih rešitev za vse in ne le za najranljivejše ne bo, pa bo namesto proslave v soboto protest. Od jutri bodo za 8,2%. Ob izplačilu pokojnin za januar bodo izvedli delno redno uskladitev. Februarja, ko bodo znani dokončni podatki o rasti plač in cen življenjskih potrebščin, pa bodo izvedli tudi redno uskladitev pokojnin. Od jutri bo torej zagotovljena pokojnina za polno dobo znašala 744 evrov, kar je 56 evrov več kot v minulem letu. Ljubljanski župan, kot kaže, ne more